Dobro jutro. Mi smo še zelo zaspani, zato ker je ura 6 zjutraj, ampak smo srečno pripluli na Santorini in smo kar navdušeni, oziroma ne še zelo, ker nismo še čisto dojeli, da smo res tle. Saj jaz ne, ker sem si tega Santorinija res želela že od srednje šole, tako da sploh mi ni jasno, da smo zdaj tle s kemperjem. Tako da itak je še noč in se ne vidi še nič, tako da še nismo dojeli, da je to dejansko res. Ja, nisva glih najbolj spala, oziroma srednje sva spala, tudi zato, ker je v bistvu vožnja trajala samo dobrih 6 ur, tako da tudi če bi čisto spala, bi bilo kar malo. Smo pa prespali v kemperju, kar sicer sva se zavedala, da ni bilo glih najbolj varna odločitev, ker še zmeraj načeloma je bolj varno piti gor, kakor dol v garaži, ampak so pa tako vsaj malo zaspala, ker gor pa verjetno niti malo ne bi. Zdaj pa ne veva, kaj bova, zdaj še tema vzhod bo šele čez dobro uro, tako da ne veva, bo šele še kar za kakšno uro malo zaspat. To je ena opcija, druga opcija pa da sploh malo splanirava, kaj bova videla, ker glede na to, da so se odločili, da gremo na Santorini par ur nazaj, nimava še glih neki splanirano. No, ko smo se zjutraj zbudila in pogledala čez okno in je bilo že svetlo, ker smo šli spat še za 1-2 uri, ker smo bili kar zaspani, nama je takoj postalo jasno, da smo res na Santoriniju, ker smo bili obkroženi s samimi skalami in klifi, tako da smo se že takoj odločila, da nama ni žal, da sva dala teh dodatnih 200 evrov, zato ker nikoli za toliko poceni ne bi videla Santorinija in že takoj nama je rado všeč. Ja, zdaj si gremo pa najprej pogledati eno mesto, ki se imenuje Pirgos, tako tipično značilno belo za Santorinija, ne? Ampak ja, po naprej bomo šli pa še na neke plaže, verjetno. Najbrž bodo te dnevi zdaj malo bolj naporni, sicer razdalje niso prav velike, ampak je pa otok, ker je otok majhen, je pol zelo več stvari na dan videla, no. Zdaj si boja šla ogledati rdečo plažo, v bistvu je cel Santorini vulkanskega izvora in zaradi tega je tukaj za to plažo zelo rdeč klif, zaradi tega, ker so kamnine ful bogate z železom. Tako da bomo videli, kako izgleda, na sliki izgleda kar zanimiv. Sicer plaža prav lepa res ni, ampak je pa zanimiva.
mi smo prespali na tej Perisa plaži, ki sicer nek biser lepote za najne pojme ni, je pa zanimiva, ker je črna, vulkanska. Smo pa danes kar zjutraj ostali tukaj, ker sem imela jaz veliko dela, tako da smo zdaj že pojedli kosilo in gremo zdaj naprej. Ja, danes planiramo pogledati 2 vasici, vreme je sicer bolj kislo, vsake toliko je sončno, dosti tudi oblačno, tako da ne veva, kako bo. Upava zaenkrat, če na najboljš, ker popoldne naj bi se zjasnili, tako da upava, da nam bo uspelo obe vasici videti in da bo lepo vreme, ne veva pa no, če bo imela čas za oboje. Tukaj so že zdaj vsi parkingi polni in ob cesti je vse zaparkiran, tako da si sploh nočeva predstavljati, kako je poleti tukaj, ko je še ful turistov z najetimi avtomobili. Sva si ogledala tole vas Fira, oziroma smo si ogledali in nam je bilo res všeč. To je drugače glavno mesto Santorinija in mislila, da je tudi med večjimi. Je pa vmes bilo mičken slabega vremena, tako da smo se mogli malo skriti pod streho za 10 minut, ampak se pa pol na srečo takoj nazaj čist zjasnili. Smo pa končno zdaj videli to, zaradi česar smo prišli sploh na Santorini in je res ful lepo, te bele hiške in modro morje spodaj, je res neverjeten kontrast. Sicer kakšne so cene teh nastanitev, nočeva niti razmišljati, niti izvedeti nikoli, zato ker že v restauracijah zdaj so nore cene, po 10 evrov kozarca vina ni. O hrani raj sploh ne bomo zgubljali besed, tako da ja, enkrat je to za videti, ampak ja, sam za videti, prav zelo okušati, midva itak ne bi mogla, tako da sva zadovoljna, da sva prišla s kemperjem pa da imava lastno kuhno. Gremo na pohod, v bistvu gre pot sicer od Tire do Ije, vmes gre tudi čez Imerovigli, ampak mi smo v bistvu iz Tire do Imerovigli, to je ta vas, kjer smo zdaj, že včeraj skoraj celo pot šli peš, tako da smo se pol zapeljali do te vasi Imerovigli in bomo samo od tukaj šli do Ije. Je pa ves čas ob obali, po klifu, baje so lepi pogledi, vreme je lepo, tako da se že ful veseliva. Pa baje je ta Ija najlepša vas na Santoriniju, tako da zdaj jo bova končno videla. Ja.
prišli do tele Ije in je res ful lepo, res, ker lahko bi tle stal in gledal in se ne nagledal nikoli, ker je tako lepo s temi bazenčki in vse je bilo. Smo pa do sem prehodili slabih 8 km in kot zanimivost lahko poveva, da je drugače tale morje tukaj, vse vulkanski krater, ki je vulkan izbruhnil pred 3600 leti, prej je bil otok, zdaj so pa ostali otočki na robu in zgleda kar zanimivo. No. Včeraj nam je bil pohod kar všeč, vse skupaj smo prehodili dobrih 15 km, ampak res ni bilo naporno, ker sicer je bilo vse skupaj 500 višinske, ampak je skozi malo gor dol, nikoli ni ful strmo, tako da je bilo res fajn in tudi te vasi so ful lepe. Sva pa pol prišla še pravčasno v kemper, da sva lahko še delala in pol, ko sva končala, sva zvečer ob 10 šla še v mesto malo pogledati, je bilo ful lepo, sicer z lučkami in bazeni osvetljenimi, ampak je bilo pa kar mrtvo, no, ni bilo nikjer nobenega, tako da ni bilo toliko atraktivno, kakor je verjetno poleti. Se pa zdaj vozimo v to najlepšo vas Ija, kamor smo včeraj šli peš in bomo zdaj že popoldne šla v mesto, si ga čez dan ogledati, potem pa na sončni zahod, ki je pa je tle zelo lep in se ga v bistvu veseliva, tako da so si ga za konc prišparala, tudi zato, ker je za danes najlepše vreme bilo ves čas že napovedano, tudi brez vetra, tako da upava, da bo tudi po sončnem zahodu lahko še malo v mestu ostala in si ogledala lučke in vse bazene, ker je res ful lepo. No, pa sva uspela videti ta znamenit sončni zahod in moram reči, da je res lep.
Pač to je treba videti enkrat v življenju. Tudi zvečer, kako so lučke, sva kar dolgo gor sedela na tej ploščadi in imela sabo svoje vino, ker ono v mestu je predrago. Res je lepo, no. Ja, res se je splačalo tole, da na zvečer sem iti in tudi če malo bolj hladno zdaj ratal, je bilo res lepo. Ja, sicer je bila kar gužva, kakor je vidno na posnetkih, tako da pa mi da so prišla tja 1 uro pa pol pred sončnim zahodom, tako da poleti verjetno moraš zjutraj priti, da ga sploh vidiš. Ampak ja, je bilo res lepo. Ja, se je splačalo v glavnem. Je pa to za ta vlog, pa se vidimo v naslednjem. Ja.